V zadnjem obdobju pa smo priča množičnemu ukinjanju oziroma odstranjevanju bankomatov v manjših krajih, ki predstavljajo edino možnost ljudem za dostop do gotovine. Gre za kraje, kjer ni poslovalnic bank, ni pošt ali pa imajo nekaj urni delovni čas, zato bankomat predstavlja edino možnost dostopa do gotovine. Eden izmed takih krajev je tudi Col nad Ajdušno, kjer so ljudje zbrali 524 podpisov pod peticijo, s katero želijo, da bankomat v njihovem kraju ostane. Bankomat v takem kraju predstavlja edino možnost, da ljudje, predvsem starejši, gibalno ovirani, socialno šibkejši, ki nimajo avta, pa tudi ostali, pridejo do gotovine. Na podeželju je uporaba gotovine tudi bolj pogosta kot v urbanih središčih, kjer pa so bankomati, pa tudi izpostave oziroma poslovalnice bank praktično na vsakem koraku. Ponekod v večjih mestih vidimo celo 3 bankomate, enega zraven drugega iste banke. Takšni procesi vodijo v dodatno siromašenje podeželja in poglabljajo razvojne razlike med urbanimi središči in podeželjem. Kot sem povedal, je Državni zbor nedavno pravico do uporabe gotovine zapisal v Ustavo Republike Slovenije. V številnih krajih se edina možnost dostopa do gotovine, ki jo predstavljajo bankomati, ukinja, kar v praksi pomeni, da ustavno zagotovljena pravica do uporabe gotovine postaja zgolj deklarativna in nedejanska. Pravica, ki je ni mogoče uresničiti v praksi, pa izgublja svoj pomen.